Samo v zadnjem mesecu je na Zvezo prijateljev mladine v Mariboru poklicalo več kot 500 staršev, ki jih zanima, ali že sprejemajo prijave za zdravstveno letovanje otrok. Moram reči, da nam je žal pravzaprav, da jim ne moremo kaj spodbudnega v tem trenutku povedati. Dnevno je klical 30. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nima veljavnega finančnega načrta za leto 2012, na podlagi katerega bo odmerjena višina finančnih sredstev za tovrstne zdravstvene kolonije. Da letovanje prispeva k zdravju otrok in da tu ne gre varčevati, so prepričani tudi otroški zdravniki. Preventiva se vlaga seveda v to, da bi otroci čim manj zbolevali in da bolezni, vkolikor so že nastopile, ne imajo čim manjše posledice v kasnejšem življenjskem obdobju. To je namen zdravstvenega letovanja. V Mariborski zvezi prijateljev mladine bodo prijavnice za zdravstveno letovanje začeli zbirati 10. maja. Vprašanje je, koliko mest bodo lahko razpisali samo z občinskimi sredstvi. Vsekakor določeno število otrok ne bo moglo na letovanje, ker zavarovalnica krije nekje 2/3 cene. Naša bojazen je, da bodo odločitve toliko pozno sprejete, da bo na ta način ogroženo število otrok, ki so na letovanja sicer odhajali v minulih letih. Varčevanje, zavlačevanje ali splet okoliščin. Pričakujemo, da bi v mesecu maju lahko pristopili k pripravi finančnega načrta, ki bi potem lahko bil veljaven v mesecu juniju. Glede na to, da organizatorji potrebujejo dober mesec za pripravo dokumentacije, bi bolni otroci z denarjem zdravstvene zavarovalnice v najboljšem primeru lahko letovali šele konec julija. Ker mali bolniki najmanj mesec dni ne bodo letovali na stroške zavarovalnice, pa bo tudi tako mogoče kaj kratkoročno privarčevati.